Papež Benedikt XVI se je srečal z duhovniki rimske škofije, več kot 1000 se jih je zbralo v dvorani Pavla VI. V Vatikanu. Sveti oče jih je med drugim povabil naj večnemu mestu pomagajo ohraniti vesoljnost katoliške cerkve. Z njimi je delil svoje spomine na priprave na drugi vatikanski koncil in povabil k prenovi katoliške cerkve v duhu tega prelomnega dogodka. Hvaležen sem za vaše molitve, v preteklih dneh sem jih čutil tudi fizično. Čeprav se bom umaknil, bom vedno blizu vas, prepričan sem, da boste tudi vi vedno blizu mene, kljub temu, da bom ostal skrit pred svetom. Zame je poseben dar Božje previdnosti, preden bom pustil petrinsko službo, da lahko še enkrat vidim svoj kler duhovnike Rima. Vedno je bilo veliko veselje videti, kako cerkev živi, kako je v Rimu živa cerkev in so pastiri, ki v duhu vrhovnega pastirja vodijo Gospodovo čredo. Ste kler, ki je v resnici katoliški, vesolen, in to je skladno z bistvom cerkve v Rimu, prinašati vesoljnost, katoliškost vsem ljudstvom, vsem rasam, vsem kulturam, je dejal papež Benedikt XVI župnikom in duhovnikom rimske škofije, rimskemu vikarju kardinalu Agostinu Valiniju ter pomožnim škofom, ki so z veliko ljubeznijo in ganjenostjo ter petjem Tues Petrus pozdravili svetega očeta, ko je vstopil v dvorano Pavla VI. Sveti oče je ob takšnem sprejemu dejal: hvala vam za naklonjenost, za vašo ljubezen do cerkve in papeža. Hvala. Sveti oče je po besedah zahvale vsem navzočim v dvorani Pavla VI. V naslednje 3/4 ure zapustil nepozabno oporoko osebnega pričevanja o svoji udeležbi na drugem vatikanskem cerkvenem zboru, kakor tudi čudovit pogled na ponovno poživitev ter prenovo predvsem na področju liturgije, kjer je s koncilom prišlo do ponovnega odkritja njenega bogatstva in vse globine, kakor tudi aktivnega sodelovanja pri njej, ekleziologije, nauka v cerkvi, kjer je v spredje prišel pojem Božjega ljudstva ter občestvenosti, področje Božjega razodetja, torej svetega pisma in izročila, kakor tudi odprtosti sedanjemu svetu in dialogu z drugimi verstvi in kulturami, kakor tudi odprtosti sedanjemu svetu in dialogu z drugimi verstvi in kulturami.